Marca je v knjižnici Medvode na ogled razstava del Medvoščana Tomaža Hostnika, slikarja, pesnika, teoretika, zvočnega umetnika in prvega pevca skupine Laibach. Gre za prvo posthumno razstavo, saj je leta 1982, star komaj 21 let, naredil obredni samomor. Na odprtju razstave, ki jo je pobudnica, njegova nečakinja Mateja Pucelj, postavila v sodelovanju z Darkom Pokornom, smo se med drugim pogovarjali z zbirateljem in umetnikom Nanijem Poljancem, s Hostnikovim študijskim prijateljem, striparjem Zoranom Smiljaničem in Jožetom Suhadolnikom, avtorjem ene njegovih najbolj znanih fotografij kot okrvavljenega pevca skupine Laibach. Za Aleksandra Stanislava Jurkoviča, ali kot se običajno preimenuje, v ljudskega ustvarjalca Nanija Poljanca, vodil je protokol ob odprtju razstave, je tokrat šlo za zgodovinski dogodek. Odprtje prve posthumne razstave Tomaža Hostnika v domačem kraju po več kot 40 letih. Gre za razstavo njegovih izbranih literarnih in filozofskih razmišljanj ter študijskih likovnih del, risb, skic, grafik, kolažev in slik. Za Poljanca je tokratna razstava njegov tretji pomemben mejnik povezan s Tomažem Hostnikom. Leta 2008 sem navezal stik z gospodom Marjanom Hostnikom, to je bil oče Tomaža Hostnika, ker sem delal eno veliko razstavo in knjigo Filografska zbirka Ljudskega muzeja, to je v bistvu filografija, je zbiranje podpisov avtogramov in sem si želel imeti v zbirki tudi podpis Tomaža Hostnika. Prišel sem do njega in sem doživel en velik šok, ker je bila ta soba po 27 letih nedotaknjena. Oče mi je podaril njegov pasoš, ker je bil njegov podpis noter. Potem naslednja velika prelomnica je bila vsekakor leta 2017, ko je kolega Igor Zope delal LP film Laibach, se pravi po tej prvi plošči Laibacha je delal dokumentarec in je imel tudi željo, da bi v tem dokumentarcu nekaj povedal oče gospod Marjan Hostnik. To se je zgodilo, tudi sam Marjan je bil takrat izredno, bi rekel, čutil je to potrebo, da enkrat izpove to, kaj je on čutil vsa ta leta in vse te zadeve, to se lahko v filmu ogledamo. Pobudnica in organizatorka razstave, ki bo na ogled do 8. marca, je Hostnikova nečakinja Mateja Pucelj. Svoje otroštvo je preživela predvsem z dedkom, Tomaževim očetom. S smrtjo prvorojenca se mu je svet začel postavljati na glavo. 2 meseca kasneje se je namreč težko ponesrečila še takrat 14-letna hči. Težkih izzivov za družino Hostnik pa s tem še zdaleč ni bilo konec. Tudi vsled tega je do odprtja razstave prišlo šele sedaj. Dolga leta si je moj dedek, s katerim sva dolgo časa skupaj živela, do njegove smrti, želel, da bi bila ta dela razstavljena, ampak nismo zares delali na tem. Je bila pa skozi v bistvu ena želja, eno krepenenje potem in je enostavno dozorel. Tokrat so torej predstavljena dela, ki so bila dolgo časa skrita v nedotaknjeni sobi Tomaža Hostnika na Kebetovi 23. Ko je zapihal nov veter in so začeli sobo pospravljati, so šele odkrili, kako čudovita dela se v njej skrivajo. Žal mi je, da je mogoče toliko časa trajalo, žal mi je, da ga ni več tukaj med nami. Vesela sem, da so ta dela, ki so razstavljena, mnogo je še del, ki niso razstavljena in gledam res vnaprej, si želim, da bo še več razstav in še druga dela, ki so trenutno še ostala skrita. Izbor del in postavitev razstave je opravila skupaj s predstavnikom novega kolektivizma Darkom Pokornom, ki je zadnjih 20 let tudi naš občan. Prvi del je zasnovan z grafikami in risbami iz srednje šole in pedagoške fakultete. Drugi del je posvečen Laibachu, jelenu in pa prvim originalnim, oziroma to so kopijo razstavljene plate Laibacha. Potem tretja so slike, kolaži, ki so vse posneti oziroma narisani v tem njegovem stilu pred smrtjo, in pa četrti pano zajemajo slike družine oziroma koncepta družine, dedka, babice, moje dedka, babica, njegovega očeta in matere in kozolca, ki zaključuje zgodbo. Zakaj ravno ta dela? Najbolj so povezana z zadnjim delom Tomaževega življenja, ki je mogoče najbolj znan in najbolj pritegne ljudi.
in iz tega naslova povezanosti med ljudmi sva potem mogoče izhajala. Po zaključenem šolanju na srednji oblikovni šoli v Ljubljanskih Križankah je Tomaž Hostnik nadaljeval s študijem likovne pedagogike na Pedagoški akademiji. Stripar Zoran Smiljanić ga je poznal kot sošolca, kasneje tudi kot študijskega kolega in prijatelja. Tomaž je bil vsekakor moj sošolc in prijatelj. Praktično sem odraščal z njim, od 15 leta sem ga spoznal, pa praktično do njegove smrti. Sva se videvala vsak dan na fakulteti. Občutki zelo nostalgični, zelo prijetni. Je pa tako, da lepo je pogledati te stvari, ki jih je delal. Je pa tako, da on je bil take vrste človek, da pravzaprav ni zares nikoli odšel. Vedno smo se ga spominjali, te, ki smo ga poznali, vedno smo se pogovarjali o njemu, te spomine in interpretacije, zakaj, kako je to naredil. Torej, on je bil taka močna prezenca, eksistenca, da je ostal z nami tudi dolgo časa po njegovi smrti. Kot 20-letnik se je Tomaž Hostnik pod psevdonimom Ivo Salinger, sprva kot gramofonist, potem pa kot vokalist, pridružil trboveljski skupini Laibach in pomagal sooblikovati njen koncept. Velja za enega ključnih utemeljiteljev filozofije skupine in soavtorja njenega zloglasnega manifesta, imenovanega 10 točk konventa. Prispeval pa je tudi svoj pomemben delež k prvim razstavam Laibach Kunsta. Nekaj mesecev pred smrtjo je z Laibachom nastopil tudi na ljubljanskem festivalu Novi rok, kjer je med drugim nastala ena njegovih najbolj razpoznavnih legendarnih fotografij, ko ga je iz publike zadela steklenica in mu je po bradi spolzel curek krvi. Fotografijo je posnel Jože Suhadolnik. Kako je nastala? Nismo imeli nekih akreditacij ali karkoli, ampak smo poklicali enostavno Igorja Vidmarja, ga prosili za stalno akreditacijo za Novi rok. Material smo si kupovali sami in moram reči, da nastop Laibach je bil kar šokanten. To je bilo toliko daleč nazaj, da nastop Tomaža Hostnika je bil, bom rekel, šokanten za vse. Sploh, ker mu je priletela steklenica v glavo. On se je v bistvu smehljal nazaj. Če pogledam za nazaj, ker je fotografij več, imel en tak ciničen nasmešek, češ kaj mi pa morate, ne. Med tistimi, ki so bili na tem koncertu, je tudi direktor Medvoške knjižnice Igor Podbrežnik. To je bil ravno dan, ko je zaključil služenje vojaškega roka in se iz Beograda vrnil domov preko Ljubljane. Morate razumeti, v Beogradu sem bil malo v drugačnem vzdušju. Pridem tukaj v Ljubljano, sem pričakoval, večinoma sem videl punkerje in tako naprej. Nenadoma se pa na odru začne samo neki bliskati, neki popolnoma drugačno, kot Kraftwerk, recimo nemški, in potem zagledam tega možakarja v uniformi, sicer ta uniforma je bila malo posebna, še z emblemom, tem križem in tako naprej, in nenadoma je v njega priletela flaša. On se je pa postavil tako kot Mussolini in je tulil, ljudje so žvižgali, torej poslušalci, ki smo prišli, to v bistvu mi tega nismo pričakovali, ker to je bilo nekaj novega. Ampak če zaključim zgodbo, bom pa tako rekel, jaz sem bil tudi 5 let starejši od vseh sovojakov. To je bila čisto druga generacija, ampak v 5 letih se je takrat popolnoma spremenila kultura. Iz nekega takega soft rocka nenadoma ta prvi punk in potem se nenadoma pojavi nek Laibach. In pa so ga še prepovedali, ker je bilo za njih samo še bolj atraktivno. Po tem koncertu je Tomaž Hostnik z Laibachi nastopil še na koncertu v Zagrebu, 10 dni kasneje, 21. decembra 1982 leta, pa je po navedbah v izbruhu delirija, pomešanem s čustveno nestabilnostjo, naredil obredni samomor. Obesil se je v bližini doma na Kozolcu, enemu od najmočnejših simbolov slovenstva.
Ob njem naj bi našli besedilo Lajbahovske apologije, pesem, ki je bila kasneje uglasbena in uporabljena kot zvočna kulisa za predstavo Krst pod Triglavom. Nekaj njegovih pesmi in likovnih del je bilo objavljenih tudi leta 1985 v reviji Problemi, ki jo je pripravila skupina NSK. Tomaž Hostnik je bil, tako priznavajo vsi, ki so ga poznali, človek nezdružljivih nasprotij, obenem katoličan, komunist in član Lajbaha. Ampak kljub vsemu je pustil sled. Poglejte, po več kot 40 letih je danes med nami in to se mi zdi tisto, kar govorimo. Človek živi, dokler časa o njem govorimo in danes govorimo. Če bi danes Tomaž Hostnik še živel, bi bil bolj razumljen, kot je bil v tistem svojem času, oziroma ga bi mi bolj razumeli? Vprašanje glede na razvoj, bom rekel, ali pa na nerazvoj človeške empatije. Generalno ni nujno, da bi bil. Ne? Mislim, da je bilo stvar mesecev, mogoče enega leta, da bi on postal res ena taka pomembna figura v slovenskem prostoru. Mislim, je že bil, ampak da bi res kako bi rekel, kotiral kot nekdo. Ne? Ker je bil, ker imel je moč, imel je izraz, imel je tudi kaj za povedati, imel je kaj za napisati in za pokazati vizualno. Tako da ni vprašanje, da ne bi on dosegel kar veliko. Ampak edino, kar mu je zmanjkalo, je bil čas. To si ga je pa samo vzel. Tomaž Hostnik danes bi bil kaj? Ja, težko je reči, kaj bi bil, ampak vsekakor bi bil velik umetnik, zdaj ali bi ostal glasbenik, kot je začel z skupino Lajbah, frontman, vsekakor bi bil pa velik umetnik, pesnik in še marsikaj, tako da težko je reči po tolikih letih. Tisti del manifesta, kaj ga je on pisal, in vse to je dejansko tudi danes aktualen, tako da je bil na nek način tudi, lahko rečemo, neke vrste vizionar in en velik človek. Na spletni strani knjižnice Medvode je objavljeno tudi razmišljanje Gregorja Rozmana o Tomažu Hostniku z naslovom Nekropolis Sorškega polja.